Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v še eni epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat bomo govorili o čustvih. Zakaj je dobro, da jim prisluhnemo in sledimo, saj so po besedah naše sogovornice čustva naš notranji smerokaz. Kaj se zgodi, ko tega smerokaza ne upoštevamo in uberemo drugo smer? Kaj je zdravo čustvovanje? Lahko čustva preprosto delimo na pozitivna in negativna ali se odtenki le-teh prepletajo? Tokratna sogovornica je razvila metodo FIL, ki nam pomaga zdravo upravljati z našim notranjim, zelo pomembnim vitalnim delom sebe, z našim čustvenim svetom in preko njega ustvarjati izpolnjujoče in radostno življenje. Dobrodošla, dr. Špelca Morojna. Špelca Morojna, dobrodošli v našem podcastu in hvala, da ste se odzvali povabilu. Kako ste? Ravno po dopustu smo vas ujeli, ne? Ja, moram priznati, da sem po eni strani še malo dopustniška, po drugi strani sem zapadla v vse podrobnosti, ki so me počakali, tako da danes sem nekako tako, kaj ne rečem, malo mešano, tako da verjetno vsi prvi dan po dopustu. Zmedeno, ne? Tak vsi vas bi tudi verjetno imeli, vas že kontaktirajo, iščejo, vam pišejo. Ja, zagotovo, pa stvari so, ki so ostale odprte in zdaj seveda se nadaljujejo in jih je treba urediti, kar nekaj odprtih zadev na krožniku. No, letos se mi zdi, da je takšno leto preporodno in tudi pri mojem delu se neke notranje spremembe dogajajo, ki sicer niso navzven vidne, ampak notranje v strukturi, torej podjetja, ki ga vodim in tak naprej, tako da tu je kar nekaj dela letos. No. Aha, tudi vi čutite, ne? Oziroma je bilo to, bi lahko rekli, to leto je prelomno za vse, ne? Jaz sem prepričana, da ja. Mislim, da ni človeka na tem planetu, ki ga ne bi letošnje leto se ga dotaknilo na tak ali pa drugačen način. Jaz sem sicer najprej mislila, da se nas ne bo kaj hudo, ampak sem vseeno vezana na organizacijo dogodkov v živo, tako da tukaj se moramo pač držati cele meje, številke za leto. Jaz ostajam optimist, jaz verjamem, da se bo vse v redu izteklo, ampak seveda zahteva določene prilagoditve in potem je to neko dodatno delo, na katerega nisi računal, ne? In je pač malo bolj, malo več žonglirati, malo več žogi v rokah včasih, ko žongliraš. Se treba znajti, ne? Rekli so se dogovarjali za tale pogovor, že pred časom ste rekli, da boste na dopustu oziroma da prakticirate tole neke vrste razstrupljanje oziroma odmor od socialnih omrežij, od mailov. A vi to redno prakticirate? Ja, moram reči, da redno. Do zdaj sem recimo v takem času, v začetku avgusta ponovadi odpotovala v Ameriko, v Združene države, na eno takšno izobraževanje, oziroma transformativno potovanje, oziroma bolj kot transformativni kamp, ki poteka v gorah West Virginije, tam, kjer tak in tak ni signala. Ne? Se pravi, tam jaz nimam signala telefonskega, smo v šotorih in pač delamo čez dan te skupine, ki jih delamo in je zelo fajn. Jaz sem zelo tak outdoor človek in obožujem naravo in zelo rada sem stiku z njo. No in to bi bila moja običajna, ta VC detox, ampak letos sem se odločila za malo drugačnega, torej zato, ker jasno nisem mogla odpotovati v ZDA, sem se pa odločila, da bom ostala na morju sama, res sama in sem izklopila VC, čeprav sem ga imela, kar je bil kar izziv, zaradi tega, ker to je tako, to je tako, če rečeš, ne bom jedla čokolade, pa imaš pa čokolado doma, ne, drugače se ne bi imel, ne. Ja. Moš imeti bolj trdno voljo, no in sem Wi-Fi res, da nisem sklopila niti enkrat, to mislim, da je bilo 9 dni zdajle, in sem v tem času se posvetila sebi in pa pisanju knjige. In to sem naredila zelo dobro, potem sem zelo zadovoljna z njo, ni še sicer knjiga čisto gotova, ni še nekaj manjka, mogoče kakšen 20%, sem mislila, da bo šlo hitreje, ampak seveda je bolj izčrpno, kot sem pričakovala. No in tako da sem se temu in sem imela res fokus samo na sebi in na knjigi in je bila krasna izkušnja, moram reči, res krasna.
Evo, vidite, to je bilo zdaj tudi, ker sem vas želela vprašati, če ste slučajno že začeli pisati kako novo knjigo. Vi ste sicer avtorica 5, imam pravo informacijo, oziroma... Ne, 3. 3. Aha, 3. Ampak jih bo kmalu 5, očitno je to zdaj malo kaj. Sem jasno videla. Tako. Ja, se jasno vidi, ja. Ja. 5, tale in še eno imam že v planu, da gotovo bo. Ja, bo vsaj 5, ja. Gospa Špelca, po formalni izobrazbi ste torej doktorica znanosti z področja računalništva in informatike. Drži. Za vami pa je tudi uspešno šolanje za bioenergetsko zdravljenje in za psihologijo uma. Pa me zanima, kaj je bil tisti ključni moment, to sprožilec pri vas, da ste začeli raziskovati, da ste ugotovili, da vam neka ta znanost ni dovolj, oziroma da ste začutili, da je nekaj več in da želite raziskovati v tej smeri notranji svet, naš notranji potencial. So bile osebne krize, verjetno? Ali... Torej tak, jaz sem že kot mlada punca se spomnim, da sploh nisem vedela, katero fakulteto bi si izbrala. Pač najrajše od tega sem imela matematiko in potem sem si izbrala eno takšno fakulteto, kjer je bilo čim več matematike in to je bilo računalništvo. Računalništvo kot tako me ni nikoli tako zelo zanimalo, da bi se jaz našla tako kot eni fantje, kot takšno prostjo po drobovju računalnikov in hardversko in softversko brskajo. Jaz nisem bila ta tip, jaz sem bila bolj nekako organizator, pa logično razmišljanje je bilo vedno blizu, ampak predvsem je bila to nekako najboljša izmed vseh možnosti, ki se mi nobena ni zdela prav v redu. Nekako sem bila zelo zmedena v svojem življenju, nisem vedela točno, kaj bi rada glede svojega poklica. In potem, ko sem bila potem izbrana za mlado raziskovalko in sem naredila magisterij in doktorat in v tem času sem že 2-krat rodila, sem že imela 2 otroka in potem pri prvem otroku sem ugotovila, da pravzaprav mene zelo to zanima, to področje recimo naravnega poroda, pomoči pri dojenju in tako naprej. In sem imela potem neko tako vmesno stopnjo, ker sem ustanovila neprofitno organizacijo in sem ene 10 let pomagala, torej mamicam, staršem, v Mariboru sem bila pač pionirka, kar se tega tiče, priprave na porod in tako naprej. In sem to delala kakšnih 10 let, se pravi, to me je potem, da odgovorim na vaše vprašanje, v bistvu ko sem končala delo na fakulteti oziroma ko sem tam naredila doktorat, sem nekako čutila, da če lahko domači povem, da Bog ukraden čas. Se pravi, da ne izkoriščam svojih talentov, da moji talenti so nekje drugje, da niso tam, da to ni svet, ki bi bil zame, da je svetom kaj narobe, ampak ni zame in da se tam ne najdem in sem enostavno tisto delo zapustila in sem en čas potem pomagala to obporodno pomoč, nekako naravno obporodno pomoč. In v tem času sem se pa začela počutiti potem strahotno, da jaz ne vem, kaj je moje poslanstvo. Imela sem takšno praznino v sebi, mislim, ni to bila tako osebna kriza v smislu, ne vem, za kom ali pa otrok ali pa karkoli takega, ampak eno takšno praznino, da jaz želim najti svoje poslanstvo, da ne želim živeti svojega življenja, takrat sem bila stara dobrih 30 let, ne vem, 34, tako, da jaz ne želim preživeti svojega življenja brez, da jaz vem, kaj je moje poslanstvo. Vedela sem, da je nekje nekaj in jaz tistega ne najdem in ne vidim. In potem sem šla na to šolo za energetsko zdravilstvo in psihologijo uma in telesa. Sem šla z namenom, da najdem svoje poslanstvo. Se pravi, jaz nisem niti slučajno, vedela sem, da je to šola za osebni razvoj. Jaz nisem šla šola za zdravilko. Jaz sem šla tja za osebni razvoj, izključno za osebni razvoj. In to se je izkazala kot ena najboljših odločitev v mojem življenju, zaradi tega, ker sem tam ugotovila, da smo ljudje čustveno ranjeni, da so se nam zgodile v preteklosti izkušnje, ki so bile preveč za nas. Da nas te izkušnje, ki so bile preveč za nas, na nek način iz nezavednega vodijo in potem imamo težave v zdajšnjem življenju, za katere ne poznamo vzroka in jih ne moremo razrešiti. In čustvene težave in v odnosih in seveda tudi zdravstvene in finančne. Skratka, vse težave padajo v to kategorijo. In potem sem na tej šoli skratka to začela sploh spoznavati. Svet, ki mi je bil prej daleč, ne poznan, Kitajska, Amerika, to ni obstajalo, nisem vedela nič o tem. In potem to šolanje traja 4 leta plus 2 leti dodatni študij. No in jaz sem po 3 letih
torej naenkrat začutila, da sem na pravem mestu, da je to, kar si želim početi, da si želim pomagati ljudem do boljšega stanja. Moje stanje se je takrat že bistveno izboljšalo. Našla sem ta občutek poslanstva, čustveno sem uredila veliko stvari v svojem življenju in sem potem naenkrat začutila, to je to. Jaz sem na svojem mestu in življenje me je peljalo točno tako, kot me je moralo. Tako da sem to potem po 3. letniku ugotovila. No, se mi je pa življenje potem še vseeno zelo popopralo, izkušnje, ker po tistem sem pa potem pač ugotovila, da tudi v zakonu pač sem delovala po prejšnji špilci, ne več po novi špilci, in zakon razpadel in potem pač moja hčerkica mi je skoraj se utopila in sem jo rešila. In skratka, po vseh teh zadevah sem pa potem se nekako odločila, zdaj pa res moram dati sebe na prvo mesto in potem se je pa moja pot začela nekako obračati v to smer, kar je danes, pa lahko rečem kar nekako navzgor, čeprav imam izzive, ampak lahko rečem navzgor. Vse življenje, ne, se je smisel, da so izzivi, ampak sam da greš preko njih, ne, da ne kapituliraš, ne? Ja, to je zelo lahko reči, ko pa si sredi izziva, je pa včasih res naporno, to vsi vemo, da bi takrat včasih rekli, tako kot pravijo oni znani rokarski pesmi, zaustavite zemljo, sila zemlje, ustavite zemljo, jaz izstopam, včasih se kar močno susijo izzivi. No. Zdaj ste mi dali super istočnico, planirala sem, da vas bom kasneje vprašala, ampak sva rekli, da si slediva. Kaj ko so vas, ne vem, rekli ste razpad zakona, pa skoraj vam je hčerkica umrla in vse te stvari, da ste nekako bili na dnu, bi lahko rekel, oziroma na najnižji točki v življenju, kaj je bil tisti, ko ne vidiš rešitve, pač nimaš, večina takrat nima neke širše oziroma više perspektive, kaj pa bil tisti prvi korak ali pa moment, ko vas je pa dvignil, ne vem, za korak više ali pa da je bil nek odriv? Kaj je bil tisti preblisk? Ali pa vaša prva poteza? Ja. Torej, to je bilo tam okrog, ko sem bila stara okrog 42 let, pa sem imela to tipično krizo srednjih let. In takrat mi je pač zakon razpadel, potem tole za hčerkico se je zgodilo, oziroma to za hčerkico je bil pravzaprav nekako potisk, da moram zapustiti svoj zakon, ker sem se ga uklepala in nisem želela tega spustiti, ampak potem, ko sem se pač ločevala, potem sem pa čustveno, pa psihično v bistvu bila toliko na psu, da sem tudi finančno bila v zelo veliki stiski, enostavno sploh nisem bila sposobna delati, ostala sem čisto sama, 3 otroci brez pomoči, skratka bilo je res tako dokaj temno obdobje. Eno z drugim potegne, ne? Pa gre kot tako. In res ena taka resna kriza je bila, 2 leti je trajala pri meni. Vem, da mi je enkrat moja mama je bila zelo duhovna ženska, enkrat rekla, veš kaj, je rekla vse velike duhovne, torej učitelje svetovne, ki jih poznam, niti enega ki ne bi šel skozi zelo resno krizo. Je rekla, se pravi, če si namenjena nečemu, da karkoli resnega premakneš v svetu, moraš iti skozi resno krizo. In to se spomnim, da mi je takrat dalo neko tako oporo. Ja. Ampak ključno, kaj se je pa zgodilo, torej hkrati sem zašla tudi v finančno stisko, da nisem vedela, kako za otroke sploh poskrbela in tak naprej. In to je bilo že po diplomi na šoli Barbare Brennan, se pravi, sem imela že doktorat plus diplomo v žepu, in ko sem tak finančno zgrmela na tla. In takrat sem potem enkrat, se spomnim, živela sem v tujini v Španiji in sem prišla enkrat na obisk v Maribor k svoji mami. Poletje je bilo in sem en trenutek, ko sem sedela na vrtu pred njeno hišo, imela dovolj. To se tako spomnim tistega trenutka, sem rekla, zdaj imam pa jaz dovolj. Zdaj pa rabim neko smernico, neko, ne vem, pomoč, karkoli, jaz imam tega dovolj, finančnih težav imam dovolj, vseh teh težav imam dovolj. In sem šla k mami v njeno knjižnico in sem, če veste, kak je slučajno zamešeno knjigo z police. In je bila knjiga od Louise Hay in odprem knjigo in je pisalo na tisti strani težavo imaš, dokler jo potrebuješ. Evo, vse, lepo sporočilo. In sem bila tako jezna. Pa kako bilo bo meni rekel, da jaz potrebujem te težave, to ni res, jaz te težave nisem sama skreirala, sem se začela kot mali otrok se pisati. Potem pa sem si rekla, veš kaj,
daj ti reč prisluhni, kaj ti je knjiga povedala. In potem sem začela raziskovati, zakaj pravzaprav si jaz kreiram te težave v življenju. In sem našla vzrok, zakaj si kreiram sploh finančne težave. Se pravi, nekako sem mislila, da me bo moja mama boljše videla, če bom imela finančne težave. In takrat sem se odločila, ok, jaz želim imeti z mamo lep odnos in ne želim imeti več finančnih težav. In od tistega trenutka naprej so se začele potem stvari tako zlagati, da sem dobila dostop do določenih znanj, predvsem poslovnih znanj in tak naprej, da sem potem lahko začela res to delo, ki ga danes delam, začeti postavljati tudi kot full-time job, se pravi kot posel. Ampak tisti je bil res prelomni trenutek, ker sem se nekako z lastno odgovornostjo soočila, da res jaz kreiram to težavo zaradi tega, ker mislim, da mi bo ta težava, nezavedno mislim, da mi bo ta težava na nek način pri nečem pomagala. In to je še zdaj moje veliko vodilo in tudi, ko se z drugimi pogovarjam, vedno rečem, glej, če hočeš biti res iskren do sebe, se sprašaj, kje imaš na nek način nek profit od te težave, ali te drug človek vidi, ali te nekdo ne bo zapustil, ali misliš, da boš, ne vem, nekoga ne boš zgubil, ali nekaj imamo v sebi, nek balans, nek pay-off po angleško na drugi strani za svojo težavo. In ko smo se temu pripravljeni odpovedati, takrat se bo težava začela razreševati. Ponavadi se pa potem seveda tista stvar, zaradi katero smo se tako bali, da bi jo izgubili, tudi razreši. Ampak mi pač imamo eno enačbo v glavi, ki nas drži na svojem mestu. Zdaj upam, da sem to dovolj dobro razložila, potrudila sem se, da se čim bolj preprosto nekako razložila, kak je mene srečala ta lastna smrt. Krasno. Ja, zelo slikovito. Mislim, da ste marsikomu zdaj dali, ki posluša, pa da se mogoče znajde v kakšni navidez brezizhodni situaciji, eno lepo informacijo, lepo sporočilo. Upam, no? Ja. Vse imate pa že v bistvu tudi rezultate, vi delate tudi, da zdaj greva k vašemu delu, imate delavnice, predavanja. Večinoma jih, kako naj rečem, vodite oziroma prakticirate skozi metodo FIL, je tako? Kar bo neka srčika te metode, zdaj če čisto poenostavim, je ravnanje oziroma handlanje, ravnanje s svojimi čustvi. Čustva so zelo pomembna, pomembno je, da jim sledimo, oziroma gospa Špelca, zakaj je pomembno, da sledimo svojim občutkom in kako ta metoda sploh deluje, kako nam pomaga? Dajte vas na kratko oziroma tak. Bom probala, to je bilo zdaj kar dosti vsega v enem vprašanju, bom poskusila na kratko. Kot prvo bi rada povedala, da imam resna šolanja, ne samo delavnice pa malce čaje, ampak imam v bistvu tako večletna šolanja, ki se imenuje FIL Akademija in zdaj že tudi FIL Leadership, kar pomeni, da za poklic FIL Leader izobražujemo in bo letos diplomirala, oziroma naslednje šolsko leto, bo diplomirala prva generacija FIL Leaderjev, kar si jaz predstavljam, da je FIL Leader nekdo, ki bo vodil skupine za medsebojno pomoč in podporo. To sem zdaj mogoče malo na kratko povedala, ampak nekako je velika vizija, torej tega, tako recimo rečemo, grem zvečer na jogo, pa je tam en učitelj joge, tako boš šel mogoče na skupino FIL in se boš tam lahko pogovarjal, malo globlje stvari, ne small talka, ampak takšne stvari, ki ti veliko pomenijo in seveda tudi zdravo čustvoval, se boš učil zdravega čustvovanja. In zakaj je to tako pomembno? Se pravi, torej zdravo čustvovanje, jaz mislim, da je pomembno zaradi tega, ker so občutki res naši neki notranji svetilniki, notranji smerokazi. In če mi smerokazov ne upoštevamo, že na cesti vemo, kaj se zgodi. Pač pridemo drugam, kot smo mislili, da bomo prišli. In lahko se nam zgodi ena velika težava. In mi v življenju velikokrat nismo več kot odrasli sposobni poslušati svojih notranjih teh smerokazov. Zato, ker nas že v otroštvu velikokrat zatrejo, zatolčejo, nas učijo, naj ne čustvujemo, da naj bomo naj to potlačimo, ustavimo v sebi, tako naj bomo trdni in potem se mi odrežemo od zelo vitalnega dela sebe in to je naš čustveni del.
Ampak kaj pa je tukaj zelo pomembno, kaj pa moram povedati, pa je, da taka zdrava, pristna čustva niso isto kot to, ko mi vidimo res nekoga, ki je zelo dramatično v svojih čustvih. To niso zdrava čustva. Zdrava čustva niso, da nekdo si kar prvošči, ne vem, se popolnoma razjeziti na nekoga drugega in vse izbruhniti, kar je, ne vem, kako dolgo se nabiralo, ali pa da se nekdo smili samemu sebi in je v vlogi žrtve, ne vem, 1 mesec skupaj ali pa 10 let. Ne? Se pravi, to je tako dramatično čustvovanje, ki mu jaz pravim čustvena reakcija. In to je tudi prav, da čustvenih reakcij nimamo v življenju, ker niso koristne, ker odnose kvarijo, ker skratka delajo malo preveč dobre stvari. Ne? Medtem, ko zdrava čustva, se pravi tista pristna čustva, recimo, če mi je, ne vem, nekdo umrl, sem pristno žalostna, potem je zelo škodljivo, da bi se jaz to žalost ustavljala, ker me ta žalost celi, me to laži. Ali pa recimo, če je nekdo do mene nespoštljiv, sem jaz lahko jezna, ampak jezna v smislu odločnosti, da se postavim zase, ne pa da nekoga naderem, zato ker pač imam svojih 5 minut. Ne? Se pravi, to zdravo čustvovanje je zelo pomembno, da ga razločujemo od čustvenih reakcij in potem to zdravo čustvovanje uporabimo za svoje vodnike, smerokaze, svetilnike za boljše življenje. Ne? Tako da to je majčkeno bolj kompleksno, kot samo da bi rekli, čustva so v redu, čustva niso v redu. In čustvene reakcije velikokrat mečemo v isti koš s pristnimi čustvi in potem se čustvo drži slab slovec, pokriviti. Tako jeze, recimo, ne? Ja, jeza je lahko čustvena reakcija, lahko je pa pristna jeza. Ne? Oboje je lahko. Naprimer, če ste vi, ne vem, naprimer, če ste vi, naprimer, nekdo je žalosten ali pa razočaran. Naprimer, da se mu je zgodila, ne vem, eno razočaranje, veliko v službi, pa mogoče ne zna biti razočaran. Pa mogoče prišel domov, pa se bo razjezil na otroka, zato ker je soba nepospravljena. V tem primeru je jeza čustvena reakcija. Jeza ni zdrava jeza, ni na mestu takrat. Na mestu bi bilo razočaranje. Naprimer, medtem ko drugič, ko pa ti nekdo, ne vem, reče grdo besedo, pa ti v sebi recimo res začutiš tisto pravo jezo, pa se odločno postaviš zase, pa rečeš, ne želim, da tako govoriš z menoj. Takrat je pa jeza na mestu. Ne? Zato težko po čustvih klasificiramo, ampak res bolj po tem, ali je tisto res pristno ta pravo čustvo v momentu, ali mogoče čustvo pokrovka, jaz včasih tudi rečem, ali pa čustvena reakcija. Ne? Tako je bila jeza v primeru razočaranja, pa mislim, da smo vsi kot otroci kdaj pokasirali od svojih staršev jezo pokriviti, ker so imeli čisto ene druge probleme. Ne? Ja. To je zdravo čustvovanje. Ja, in v bistvu najbolj zanimivo je, najbolj naravna stvar, najbolj naša naravna, spontana, kako bi rekla, lastnost, ta naš notranji svet čustveni, pa se ga moramo na novo učiti, ne, oziroma na novo spoznavati, kako ravnati z njim, ne? Ja, ravno zaradi vzgoje. Nekako moramo ovire odstranjevati, ki so bile na to naložene. Ja, se strinjam z vami, absolutno. Ne. No in metoda FIL je pa metoda v 4 korakih, ki nam to pomaga zelo preprosto narediti. Zelo preprosto priti do tistega res pristnega čustva v nas. Ne. Naprimer, da bi se tista oseba, ki je bila razočarana, pa ne zna biti razočarana, oziroma je težko biti razočaran, pride domov, pa svojega otroka nadere, ker ni sobe pospravil. Rečeva, da jaz sem to naredila, ne bom nič se pospravila. Ja, marsikdo to naredno, ja. Trdimo to, ne, zato ker pač takrat ti hip ne znamo drugače. No in metodi FIL bi pa recimo se vprašal najprej, a se ne zdaj res jezna na tega otroka, ali se mogoče v meni kaj drugega dogaja. Se pravi, to bi bila prva črka, da si dovolim fokus dati nase in da v bistvu ta fokus dam nase in si dovolim začutiti. In potem to začutim v telesu, kar je embody, in potem ko začutim v telesu razočaranje, lahko na glas rečem, to je express, bi izrazila, bi rekla razočarana sem, bi recimo prišla domov, pa bi rekla, danes pa sem res razočarana, ker se mi je v službi zgodila nekaj žalostnega. Naprimer, a si predstavljate, koliko drugačni bi bili odnosi. In potem, ko to rečeš razočaranje, potem nekako to razočaranje, čustvo je fluidno, čustvo je tekoče, nekako razočaranje potem zapusti tvoj sistem, tvoje telo,
in si nekako potem dosti boljše volje in tudi se povežeš z ljudmi, se ne skregaš doma. Pa tudi razumejo, ti te mara reče, to pa res hudo, da si razočaran, je žal, ne, pridi sema, bova, ne vem, spila kavo skupaj, pa bova mal skupaj, da ti bo lažje, recimo. Se pravi, to je ta preprosta metoda, ko pač greš skozi te 4 korake in se povežeš s seboj, s pristnimi čustvi in tudi z drugimi ljudmi in imaš potem seveda bistveno lepše odnose. Gospa Špelca, na ta vaše izobraževanja, na te šole, ljudje, ko pridajo z željo po spremembi, kako se odpirajo? Hitro, Slovenci smo znani kot zelo zadržani, ne? To je že nekaj naše kolektivne zavesti. Pa potem rezultate imajo najboljše tisti, ne vem, ko mogoče na začetku se težje odprejo, pa potem res toliko bolj predano, ali kakve so izkušnje? Jaz mislim, da Slovenci nismo tako zelo zadržani. Jaz mislim, ne, smo nekaj srednjega, bi jaz rekla. Oziroma celo smo kar v redu, zaradi tega, ker naprimer vse mogoče izgledajo kakšni Američani ali pa Španci ali pa Italijani bolj odprti, ampak niso tako pristno odprti. So moče malo bolj narejeno. Poleg tega, če hočete videti res zaprte ljudi, morate iti v Anglijo. Še ni tako hudo, ne? Še ni tako hudo. Tako da, rezultati, največje rezultate ima tisti, ki ima svojih težav res dovolj, ponavadi. Tako sem jih jaz imela v tisti zgodbi, prej, ko sem jo povedala. Ko nekdo reče, jaz imam dovolj, ne želim več na tak način živeti, želim živeti torej v skladu s seboj, želim živeti srečno, zadovoljno, želim si, torej ljudje tudi dostikrat pridejo, ker so prazni, ker imajo občutek, da v življenju, torej, da njihovo življenje nima sploh začimb. Da si kot en robot, zjutraj vstaneš, greš v službo, delaš to, kar so ti drugi rekli, prideš domov, skuhaš, poješ, pelješ otroka na trening, greš večer spat. Nima nobenega džusa več tvoje življenje. In to je dostikrat zato, ker spustimo čustva iz svojega življenja. Ker čustva bi nam mogoče narekovala kakšno bolj drzno dejanje, pa si tega ne upamo. Tako da iz vseh teh razlogov pridejo. Pridejo in zato, ker imajo težave, in zato, ker so prazni, zato, ker se jim zdi škoda življenja na tak način preživeti. Torej, to sta tak mogoče dva glavna razloga. Se to je že veliko, da zaznaš, da želiš spremembo, ne? Da ne ustrajaš v vlogi žrtve oziroma v nekem pasivnem položaju, ne? To je ključno, To je ključno. To je en zelo pomemben. To je pravzaprav predpogojno. Brez tega sploh se ne moš naprej premakniti. Tako. Vi pravite, na vaši strani piše oziroma govorite, da je vaša največja strast preboj vaših klientov in njihova transformacija v srečnega in svobodnega kreatorja. Tako poslovnih finančnih sanj, kot tudi zasebno. Vse se začne najprej na neki tisti osebni ravni, ne? Da potem sledi tudi uspeh na ostalih sporednih nivojih. Ne? Pa, tako rečete, da že prej ste tudi omenili kreatorji, da smo lastnih življenj. Pa bo marsikdo bi se temu uprl, ker to pomeni tudi, da sprejemamo 100% odgovornost za vse, kar se nam zgodi. Ne? Oziroma, kaj sploh zdaj pomeni, da smo kreatorji lastnih življenj. Vi ste prej tako slikovito to ponazorili, ko ste kar zacepetali, ko ste dobili knjigo, ne? Oziroma sporočilo, ko vas je malo zbodlo. Ne? To pa ne bi. Nisem za to odgovoren. Ne? Ja, definitivno moramo prevzeti odgovornost. Jaz mislim, da je to absolutno prvi korak, da prevzamemo odgovornost, ampak to ne pomeni, da recimo, da se za vsem strinjam ali pa da prevzimam krivdo. Odgovornost ali pa krivda je nekaj taka, se mi zdi velika razlika, ker marsikdo bi se uprl besedi odgovornost, zato ker bi se potem počutil, da je pa še za neke stvari odgovorni, ki pa nekako niso njegove, ki niso na tvojem krožniku. In kaj pomeni kreator življenja zame? Zame pomeni to, da takrat, ko se mi dogaja nek izziv v življenju, sploh če je zahteven. Zdaj, male izzive rešimo sproti, to vsi znamo. Ko pa imamo nek zahtevni izziv, ki je malo bolj dolgotrajen, potem pa se mi zdi, da se moram zavedati, da v življenju privlačim to, kar potrebujem za svojo rast.
In če se bom upirala rasti, karkoli tista rast tisti trenutek pomeni, potem bo izziv vztrajal, ker izzivi so bolj vztrajni kot mi. In jaz sem svobodna do te mere, dokler sprejmem izzive in se z njimi soočim. Ko pa jaz izziva ne sprejmem, pa se z njim nočem soočiti, bo pa življenje postalo močnejše od mene. Ne? Potem bo mogoče zbolela, pa se mi bo mogoče še težji izziv zgodil in tak naprej. Se bo glasno oglasilo, ne? Točno tak, ne? Tako da tule potem smo spet kreatorji, ampak mi bi bili včasih kreatorji, tako da bi šli okoli svojih izzivov. Ja, lažje. Ne? Ja, ne, jaz bi si zdaj skreirala, ne vem, krasnega moža, pa krasne otroke, pa krasno delo, pa krasno hišo, pa krasni denar, pa krasni posel, pa skratka vse to krasno, ampak ne bi se posoočila s tem, kar pa se moram mogoče na poti soočiti. To je malo tak, ne? Slej, ko prej ugotoviš, da pač bo življenje močnejše od tebe in da te bo postavilo pred svoje izzive, Ampak, kaj pa je tukaj olajševalna okoliščina? Jaz sem tudi mislila, v bistvu sem se ful bala izzivov, ampak potem sem pa največkrat ugotovila, ali pa bom rekla, vedno ugotovila, da je izziv pravzaprav mi prinesel eno tako, ne samo velikansko darilo, ampak mi je odprl del ljubezni do sebe, ki je še prej nisem živela. Se pravi, če sem jaz na nekem področju sebe zanemarjala, nisem bila dovolj samozavestna, nisem sama sebe dovolj spoštovala, dovolj cenila, potem se mi naredi na tistem področju izziv. In ponavadi reševanje izziva gre v smer tega, da imaš do sebe lepši odnos, ne pa še bolj kritičen. Ne, da si rečeš, še to sem slabo naredil, pa še to moram popraviti, pa še to moram izboljšati. To ni namen izziva, ponavadi ni to. Namen izziva je, kako sem lahko bolj ljubezniva, bolj ljubeča za sebe, bolj spoštljiva za sebe, kako lahko sebe bolj cenim, sem bolj jasna za svojimi mejami. To je ponavadi darilo izziva in zato mislim, da bi se jih lahko veliko manj bali, kot se jih bojimo v resnici. Tako, so v bistvu samo prebujanje, bi rekla, sočutja, ljubezni do sebe, ne, o kateri vsi tako veliko govorimo. Najprej imeti rad sebe, ne? Pa niti je to težko po drugi strani. Se niti ne vemo konkretno, kaj. Pa najprej pomislimo na kakšna sebična dejanja, na sebične reakcije. In je to velikrat tudi pol izgovor, ja, moraš imeti najprej rad sebe. Niti ne vemo, kaj to pomeni. Ne? Vi ste to zelo lepo pojasnili. Ja, pa dosti krat se nam zdi, da bomo recimo na nekem področju že preveč dajemo. Ja. Si mislimo, da bomo morali še več dajati na tistem področju, da bo izziv rešen. Ampak v resnici gre za to, da moramo mogoče več dati sebi na tistem področju, pa bo izziv rešen. Mislim, to je potem se to je od primera do primera, težko da je čisto podsplošilo, ampak bi si drznila trditi, da je rdeča nit vseh izzivov, ki se jih upiramo, na koncu prav ta lepši odnos do sebe. Tako. Kaj pa vi ste tudi mama 3 najstnikov, ne? Ja, najstarejši ni več najstnik. No, ja. Dobro, ampak kot mama verjetno ste zdaj vso to spoznanje oziroma ta vaša odkritja v življenju, te modrosti, te načine, verjetno tudi vzgojo upletali. A se to na otrocih pozna, oziroma kako se pozna, zdaj, če otrok raste že v družini oziroma z mamo, ki je ozaveščena glede nekih življenjskih zakonitosti. Ni vse ali je vse tako rožnato, gre lažje? Ni vse tako rožnato. Torej, jaz imam za temi 3 otroci, mislim, sicer krasno življenje, jaz se pritožujem, ampak imam svoje izzive ista kot vsi ostali starši. Torej, ravno pred 2 dnevoma mi je eno sinov rekel, naj si ne dopišljam, da sem tak idealna mama. Oziroma, naj si ne mislim, da sem tak idealna mama, da si dopišljam, da sem ali nekaj takega. Tako da, tudi jim tu takšno porcijo, kje. Se kaj pa sploh biti idealen starš, ne? Ja. Pardon. Ja, mislim, točno tak, ne. Ampak razliko, ki jo pa vidim, je pa v tem, da se mi zdi, da vseeno hitreje pridemo preko izzivov, pa da pridemo preko izzivov bolj povezani. Se pravi, na koncu izziva smo resnično povezani kot ljudje, kot
trenutno še živimo v istem gospodinstvu, vsi se pravi kot kako se reče, člani istega gospodinstva, kot družina, kot prav fizična družina, v isti hiši, ne samo družina, kaj kmalu bodo šli, ni več daleč dan, ko bodo šli. Gnezda. Tako, ne, in se mi zdi, da res tukaj zmoremo recimo vzdržimo, ne, tudi če med nami pride do nekih težjih situacij, kar pride, takrat zmoremo nekako v tistih situacijah ostati, pa tudi jaz se znam umakniti, pa recimo ne vstopim v to, da bi otroka, pač šikanirala ali pa nadrla, mislim, ni spodrsne, ampak res se trudim, da ne bi, ampak nekako res v sebi skušam predelati tisto, kar se je z meni zgodilo in se potem vrnem za novo energijo v odnos in nekako tudi pri otrocih to spodbujam. Se pravi, da lahko dajo ven, kar čutijo, da ne vzamem osebno in da potem nekako z novo energijo gremo v odnos bolj povezani. Skratka, gre za to, da nekako ne bi rada naredila razkola med nami. Razkol pa ima lahko dve obliki. Lahko je tak, da je navzven viden, se pravi, da se ne pogovarjamo, da se skregamo, pa gremo vsak na svoj konec, pa se nekaj mesecev ne pogovarjamo, ali pa tiši razkol, se pravi, se pretvarjamo, da je vse v redu, ampak v resnici pa ni. In največ je tihih razkolov, se pravi, ko se ne pogovarjamo o bolečih temah, o tem, kaj se nam je medsebojno zgodilo, pa nam je ene ali pa druge nas prizadelo, se pretvarjamo, da tega ni, v resnici smo si pa tujci za mizo. In to so najbolj boleče situacije, ko smo tujci za mizo, kar si ne povemo in tega pa pri nas ni. Tega pa pri nas resnično nismo tujci za mizo. Tako dolgo se bomo o bolečih temah sposobni pogovarjati, vsak na svojem koncu prečutiti, priti spet skupaj, da bomo čutili to, da smo res tam drug za drugega in povezani. In to je pa nekaj, kar je zame največje darilo. Se pravi, nismo tujci, ampak smo res družina. Krasno. Krasno sporočilo. Ja, krasno. Špelca, dajmo še zdaj proti koncu najnega pogovora greva, pa vsakega gosta vprašam. Moto naših podcastov je vsebine in dogodki navdihujejo, pa bo zdaj tudi mene zanimalo, kaj pa vas v življenju še navdihuje. Mene navdihuje zares, tako kot ste prej povedali, dejansko, ko vidim človeka pred seboj, ki se je čustveno in osebnostno prebudil. Ko se je prebudil in začne poslušati sebe, slediti sebi, postaja močan, ker pravzaprav, ko ti znaš zdravo čustvovati, si močan, takrat nisi šibek. Takrat si najmočnejši, kar je sploh možno, zaradi tega, ker poslušaš sebe, si v skladu s seboj in hkrati si spoštljiv do drugih in ostajaš povezan, se pravi, ne odsekaš od drugih ljudi in ostajaš povezan. Torej, ko jaz vidim to preobrazbo pred seboj, ko jaz slišim družine, ki so se povezale, ker so prej bile na robu tega, da grejo na razred, da propadejo, da se otroci odselijo, pa niso povezani z svojimi starši. In ko jaz to vidim, tu mi je, gledajte, zdaj ta trenutek, ko to govorim, mi grejo mravljinsko kurja koža, res, ker mi je to tako velikanska nagrada, ko vidim to prebojeno. In hkrati mi je pa zelo lepo s takšnimi ljudmi biti potem. Zato, ker jih čutim, da so avtentični v sebi in vem, da ni pretvarjene ne z moje strani, ne z njihove, si lahko povemo, želimo skupaj pač preživeti nekaj ur, dni, kakorkoli in se imamo res luštno. In je potem to ta globina odnosa in življenja, ki me napolnjuje in inspirira in mi daje pač motivacijo. Zato, da takrat, ko se mi zdi vse tako zapleteno, si rečem, zakaj že to delaš? Zato. Tako da to čutim res kot svoje poslanstvo. Fil je drugače moja avtorska metoda, ki sem jo na mednarodnem nivoju zaščitila. To je moj pravi doktorat, to je res nek doprinos na ta svet in moje poslanstvo je, jaz se želim razširiti po vsem svetu, tako da to se letos uresničuje tudi s knjigo, ki bo prevedena in tako naprej. Več o podcastih Večer v živo in o dogodkih Večer v živo najdete na spletnem naslovu www.večer.com/v živo ali na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srečno in srčno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.